V Slovenski demokratski stranki smo včeraj vložili priporočila Državnemu zboru na področju oziroma v zvezi z sistemsko korupcijo v zdravstvu. Kot veste, to ni naša prva zahteva za sklic oziroma za sprejem priporočil v Državnem zboru na temo korupcije v zdravstvu, namreč to smo že vlagali lansko leto na odbor za zdravstvo in pa potem kasneje tudi na Državni zbor, vendar je bilo strani koalicije in pa tudi strani vlade in pa Ministrstvo za zdravje, takrat so bila priporočila zavrnjena z obrazložitvijo, da se na področju korupcije v zdravstvu aktivno deluje na Ministrstvu za zdravje, da aktivno izvajajo ukrepe, da do korupcije ne bi prišlo, da ugotavljajo tudi odgovornosti posameznikov v zdravstvu glede tega področja. Ker seveda to ni res in ker danes ponovno ali pa že nekaj časa ugotavljamo tako v javnosti kot v Državnem zboru, kot tudi strokovna javnost, da je vedno več korupcije v zdravstvu in da premier Cerar nenehno zatrjuje, da je ministrica Milojka Kolar Celarc prava oseba na pravem mestu, da je sposobna zadeve rešiti, je danes stanje ravno obratno. Torej, korupcije je vedno več, razkrivajo se nova in nova dejstva. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in pa prav tako premier Miro Cerar pa na te zadeve ne reagirata, ne izvajata ukrepov, torej, da bi se korupcija v zdravstvu zajezila. Zato smo ponovno vložili priporočila in sicer skoraj dobesedno ista priporočila kot pred nekaj meseci in sicer predlagamo Vladi Republike Slovenije in pa Ministrstvu za zdravje, da takoj, torej nemudoma sprejme potrebne ukrepe za temeljito reorganizacijo procesov nabave v zdravstvu, da predlagamo Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za zdravje, da predstavi analizo učinkov ukrepov skupnih javnih naročil v zdravstvu, o katerih govori ministrica, češ da so že leto dni, torej ta skupna javna naročila na področju zdravil, rokavic, plenic in še nekega materiala, ker do danes, kolikor je nam znano, namreč ta javna naročila niso bila izvedena v takšnem obsegu, kot zatrjuje ministrica. Naslednje priporočilo je priporočilo Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za zdravje, da takoj pozoveta pristojne inštitucije k takojšnjemu in odločnejšemu ukrepanju na področju ugotavljanja odgovornosti posameznikov v koruptivnih dejanjih in pa seveda, da predstavi ministrica Državnemu zboru vse zakonske ukrepe, ki bodo seveda tudi pripomogli k transparentnemu javnemu naročanju, torej ne samo Ministrstvo za zdravje, ampak celotna vlada, tudi Ministrstvo za javno upravo. Ta priporočila smo podkrepili z samo 4 primeri, ki so bili razkriti tudi nedavno oziroma prejšnji teden v oddaji na RTV Slovenija, tudi nekaj teh povzetkov, kljub temu pa moram povedati, da vsi ta razkritja, te zadeve niso nove, so stare že nekaj let in prav zanimivo je, da v tem trenutku RTV Slovenija odkriva te zadeve, kljub temu, da je torej recimo preplačila žilnih opornic, da je to stara zadeva iz leta 2013, da se je govorilo tudi že o preplačilu srčnih zaklopk, preplačilu umetnih kolkov in tako naprej. Torej, naše priporočila temeljijo najprej na preskakovanju čakalnih vrst v zdravstvu, kjer smo pred časom bili priča kriminalistični preiskavi na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kjer je zdravnik prijavil sum korupcije, torej plačilo zdravnikom za to, da nek pacient pride prej na vrsto. Ministrica zatrjuje, da čakalne dobe znižuje, podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa kažejo, da so se od septembra do oktobra ponovno povečale čakalne dobe, da imamo za 2000 bolnikov več kot prejšnji mesec, ki čakajo nedopustno dolgo in zaradi tega seveda prihaja tudi do tragičnih dogodkov, prihaja tudi do korupcije, torej plačevanja zdravnikom, posrednikom, da pacienti pridejo prej na vrsto. Torej, bolniki seveda za svoje zdravje so pripravljeni tudi plačati, pa je žalostno tudi to, da tudi plačajo zdravnikom, da pridejo prej na vrsto. Naslednja zadeva je preplačevanje nabave pri umetnih kolkih,
kjer so čakalne dobe recimo za ministrico v idealni bolnišnici na Jesenicah 665 dni, dočim ko torej za posege pri operaciji kolka torej treba čakati, ni denarja, pri tem pa se en umetni kolk preplača tudi do 600 evrov glede na tuje trge. Če bi ta denar, ki je 600 evrov recimo primerljivo z plačo medicinske sestre, dali v čakalne dobe, potem bi verjetno se bile te čakalne dobe krajše. Tukaj omenjamo tudi to, kar je bilo razkrito v Tarči, da je eno samo podjetje, to je Primsell d.o.o. prodajalo v Novi Gorici, torej imelo ekskluzivo za prodajo kolkov v Novi Gorici, bolnišnici Nova Gorica, da je to podjetje imel brat šefa specializiranega državnega tožilstva in da je potem razkritju tudi to podjetje takoj zaprl. Vprašanje je, ali je odprl kje druge oziroma ali se potem ta ekskluziva prenese na katero drugo podjetje. Tukaj se pojavlja tudi podjetje Mark Medical pri tej prodaji in pri višjih cenah. Naslednja zadeva je nabava srčnih zaklopk, kjer so se srčne zaklopke po ugotovitvah medijev prodajale tudi po 40 do 90% višjih cenah kot v Nemčiji, da so naenkrat iz leta 2014 na 2015 bile cene znižane tudi za 4000 evrov na srčni zaklopki in če bi nabavljali recimo UKC Ljubljana v letu 2014 po takšnih cenah kot v 2015, bi privarčevali okoli 400 000 evrov v 2015. Tukaj se kot glavni nabavniki pojavlja ponovno Mark Medical in pa Bormia ter Cardio Medical, to navajamo tudi v priporočilih. No in nenazadnje tudi primer nabave žilnih opornic, ker smo v Slovenski demokratski stranki v začetku leta podali zahtevo za preiskovalno komisijo na tem področju, ki je tudi ustanovljena, deluje in bo v decembru začela z prvimi zaslišanji, točneje 6. decembra so prva zaslišanja, kjer bodo zaslišani bivša v.d. direktorica UKC Ljubljana, gospa Brigita Čokl, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Štefanec in pa strokovni sodelavec gospod Hren, torej strokovni sodelavec Komisije za preprečevanje korupcije. Tudi v Tarči, pa to ni prvič, že mediji so leta 2013-2014 razkrivali, da so žilne opornice preplačane tudi do 6-krat, kljub temu, kljub opozorilom, kljub znižanjem cen v Sloveniji, pa še vedno danes preplačujemo do 3-krat torej žilne opornice glede na tuje trge. Tukaj se pojavljajo dobavitelj Mark Medical, pa še nekatera druga podjetja, ki so vprašljiva oziroma ali so imela določene ugodnosti pri prodaji žilnih opornic. Pri vsem skupaj je pa seveda tudi vprašanje, zakaj ne reagira ministrica za zdravje pri vseh teh navedbah, ki so se pojavljale tako v javnosti, ki se pojavljajo v različnih medijih in pa katere poznamo danes, da v bistvu že lahko rečem, da vrabci čivkajo na veji. Drugo je, zakaj ne reagira predsednik vlade na te sumov seveda koruptivnih dejanj. Hkrati pa vprašanje, zakaj toliko let kljub opozorilom ne reagirajo pristojne inštitucije, kot je Komisija za preprečevanje korupcije, Nacionalni preiskovalni urad, specializirano državno tožilstvo. Pri tem moram povedati, da je Komisija za preprečevanje korupcije podala zaključno poročilo v zvezi z preprodajo oziroma nabavo žilnih opornic, kjer ugotavlja sum zlorabe prevladujočega položaja pri družbi Mark Medical, kjer ugotavlja sum, da multinacionalka izvaja segmentacijo trga, kjer je potem glede na njihovo preiskavo podala zadeve naprej Nacionalnemu preiskovalnemu uradu zaradi ugotavljanja suma kaznivega dejanja davčne zatajitve, da je podala tudi naprej v proučitev, torej svoje poročilo, svoje ugotovitve FURS-u, da je predala svoje ugotovitve Agenciji za varstvo konkurence, ni pa predala dokumentaciji torej naši preiskovalni komisiji v Državnem zboru, ki ugotavlja zlorabe na področju žilnih opornic, z razlogom češ, da bi ta predaja
nekako ovirala preiskavo. Mislim, da je to strani Komisije za preprečevanje korupcije oviranje dela parlamentarne preiskave in smo od njih tudi zahtevali torej enako dokumentacijo, kot je bila podana na FURS in pa na NPU. Komisija za preprečevanje korupcije je dala tudi predloge Ministrstvu za zdravje, kaj naj naredi na področju zmanjševanja korupcije oziroma preprečevanja materiala v zdravstvu, in zato bo vprašanje za ministrico tudi, kaj bo, glede na ta priporočila, ministrstvo, torej kako bo reagiralo, katere ukrepe bo sprejelo in kako ministrica misli končno poseči v te, bom rekla, vse navedbe, ki se pojavljajo. Glede na to, da je ministrica v interpelaciji govorila, da lobiji pritiskajo z različnih strani, da je tudi v oddaji Tarča govorila o tem, da kot resne lobije pride do različnih pritiskov, bo seveda prvo vprašanje, kdo so ti lobiji oziroma kdo onemogoča normalno nabavo, normalen razvoj torej javne razpise in pa zmanjšanje cen v našem zdravstvu. Hvala.